Zdravo! No, če nismo komaj na začetku vdaje, smo že skoraj na konci šolskega leta. Zdaj imamo še malo časa, ko si ocene popravimo, pa vse zrihtamo, te pa lejko idemo na počitnice uživati. V toj vdaji smo šli pogledati Evropsko vas, pogučavali smo se s trenerom hokeja na travi, pa imeli smo eno dobrodelno prireditev za starše. Že 5. leto zapored je osnovna šola 2 koordinatorka za Pomurje v projektu Evropska vas. Z veseljem ugotavljamo, da se v projekt vključuje vsako leto več šol. Tako se nahajamo na Trgu kulture v Murski Soboti, kjer je zaključek projekta. In sicer vsaka šola bo predstavila državo, ki jo je izžrebala. Med nami bi prav tako pozdravila nizozemskega veleposlanika, gospoda Joša Doma, murskosoboškega župana, gospoda Antona Štihta, Katero državo predstavljate letos? Kot vidite, letos predstavljam Portugalsko. Tako kot je navada, smo se kar nekaj časa ukvarjali s to državo na različne načine, smo v šoli tudi raziskovali. Zdaj na zaključni stojnici smo nekako poskusili prikazati vse to, kar smo delali skozi celo šolsko leto. Katero državo predstavljate letos? Francijo. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Francijo, francoski zajtrk, francoske zastave, Katero leto zapored že sodelujete na Evropski vasi? 4. Ste vi vložili veliko truda v vse to? Precej. Katero državo predstavljate? Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Predstavljamo to recepte, predstavljamo potem francoske sire, zastavičke, šampanje. Ste vložili veliko truda? Ja. Katero državo predstavljate? Veliko Britanijo. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Predstavljamo dežnike, ki so značilni za London, ker tam zelo dežuje in brez dežnika ne moreš biti v Londonu. To so angleški keksi in večina pogače ter angleški čaj. Katero državo predstavljate danes? Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Tu imamo irsko hišo, keltski križ, Rono, pa grad. Katero leto zapored že sodelujete na Evropski vasi? 3. Katero državo predstavljate letos? Švedsko. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Pika nogavička in pecivo. Katero leto zapored že sodelujete na Evropski vasi? 6. Katero državo predstavljate letos? Mi imamo Finsko. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Večinoma kulinariko Finske, imamo pa tudi skakalnico njihovo, pa nekaj receptov.
Katero državo letos predstavljate? Finsko. Kaj pa vse imate na stojnici? Imamo pogače, pa mafine, vse pripravljeno po finsko, igrico, zastavice, ki se lahko vzamete, pa relief Finske. Katero državo predstavljate letos? Dansko. Kaj pa vse predstavljate? Imamo zastavice, kraljevsko družino, naredili smo cerkev, grad, morja imamo, Arielo. Katero državo predstavljate letos? Estonijo. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Predstavljamo salamo, estonsko salamo. Samo državo Estonijo, njene simbole, značilnosti njene, potem mesta. Katero državo predstavljate letos? Latvijo. Kaj pa vse predstavljate? Imamo različne republike, ki se nahaja Latvija, njegove simbole. Katero državo predstavljate letos? Latvijo. Kaj pa vse predstavljate? Babuške, lahko si eno vzamete za stonj, da se tako veliko noč puščamo jajčka, tobogani. Katero državo predstavljate letos? Litvo. Kaj pa vse predstavljate? Predstavljamo jantar, baltiški biser. No, sedaj pa moja prejšnja napoved prihaja Grčija. Smetano kislo, pa potem bo osnovna šola Radenci. Katero državo predstavljate letos? Ciper. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Baklavo pa ciperški kruj. Katero leto zapored že sodelujete na Evropski vasi? Četrti. Katero državo predstavljate letos? Belgijo. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Njihovo kulturo, pa vafle, pa praline znane. Katero leto zapored ste pa že na Evropski vasi? Četrti. Katero državo predstavljate letos? Belgijo. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Predstavljamo vaflje, pa znane osebnosti. Katero državo predstavljate letos? Mi smo si izbrali državo Luksemburg. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Luksemburške tradicionalne pogače, recepte, predstavili bomo tudi enega kolesarja, svetovno znanega, Andy Schlecka. Katero državo predstavljate letos? Nemčijo. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Imamo nemške srednjice, pa s klobasom, neka znamenita klobasa, pa nemška jabolčna pita, pa tudi izloženke v Nemčiji, pa plakati, recimo kako preživeti Oktoberfest, pa v nogometi, kaj najbolj priljubljen v Nemčiji, pa tako. Katero državo predstavljate letos? Poljsko. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Medenjake, jabolčno pito, rože, ki so značilne za Poljsko.
pa medvedeke ust. Katero državo predstavljate letos? Češko. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Ja, narodne noše, pa kakšne risanke so, pa tak, pa hrano češko. Katero leto zapored ste že na Evropski vasi? Zdaj smo prvo leto. Katero državo predstavljate letos? Slovaško. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Predstavljam pač zmajo, pač glasbilo, pa šiškije, pa funkije. Katero državo predstavljate letos? Avstrijo. Kaj pa vse predstavljate? Ja, predstavljamo značilnosti Avstrije in tudi pecivo, skratka vse, kar je za Avstrijo. Katero leto zapored pa že sodelujete na Evropski vasi? Ja, mi, ki smo tukaj že drugo leto zapored, Vacek pa že kar nekaj let. Katero državo predstavljate letos? Slovenijo. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Primorsko hrano, Notranjsko, Gorenjsko, Štajersko. Katero državo predstavljate letos? Slovenijo. Kaj pa vse predstavljate? Imamo pokrajine Slovenije, značilnosti, pisatelje. Katero državo predstavljate letos? Madžarsko. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Pač predstavljamo madžarske znamenitosti, naredili smo pač tudi te zloženke. Katero leto zapored ste že na Evropski vasi? Tretje. Katero državo predstavljate letos? Romunijo. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Imamo ragu juho, prav tako pa tudi različne plakate in slike, ki smo jih sami pobarvali. Katero državo predstavljate letos? Bolgarijo. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Maklinke, to so to. To prinašajo srečo. Bolgarske zastave, pa bolgarska noša. Katero državo predstavljate letos? Predstavljamo Nizozemsko. Kaj pa vse predstavljate že na stojnici? Predstavljamo medenjake, katere smo pekli v šoli. Imamo tudi miške, 3 vrste sira in sestavo, kolo. Katero državo predstavljate letos? Grčijo. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Pač imamo zastave, pa črke grške, pa še, da imamo še stvari razne. Malta. Kaj pa vse predstavljate? Kulinariko, kakšne značilnosti so posebnosti, kako se oblačijo. Katero državo predstavljate letos? Italijo. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Kulinariko, šport, znane osebnosti. Katero leto zapored ste že na Evropski vasi? Drugič zdaj. Katero državo predstavljate letos? Španijo. Kaj pa vse predstavljate na stojnici? Ja, njihovo značilno pijačo sangrijo, pa večina njihovega peciva, pa kakšne okraske, verižice imamo, vse polno. Katero državo predstavljate letos? Španijo. Kaj pa vse predstavljate? Zastave,
In te zanima, kaj je hokej? Ma niti ne. No, če vas tudi ne zanima, te pa si morate nujno pogledati te prispevek o hokeju na travi v Moravcu. Ziher ste si premislili. Zakaj si se odločila za hokej? Zato, ker bi poskusila nek šport in da mi je všeč, da bi se z nekim ukvarjala. Kako dolgo ga pa že treniraš? Treniram ga okrog 3-4 leta. Pa nam lahko poveš, kaj o hokeju? Da je zelo zanimiv šport, pa imamo tudi palice hokejske. Smo zelo aktivni pri tem športu in ni grob. Igrate samo v Moravcih ali hodite še v katere druge kraje? Igramo v Prekmurju in tudi hodimo v tujino, starejši pa po celi Evropi. V katere države vi hodite? Mi mlajši hodimo v Madžarsko, Avstrijo in Hrvaško. Jaz hodim v baletu, tam rabimo baletne copote, kaj pa vi rabite pri hokeju? Pri hokeju rabimo ščitnike za zaščito nog, rokavico za zaščito roke in palico, katero uporabljamo pri tekmi. Kateri izmed teh predmetov je pa najpomembnejši? Najpomembnejša je hokejska palica. Se med hokejem kdaj skregate in se bijete s palicami? Ne pretepamo se, nikoli se hokej ni igral v šport. To je pa zanimiv šport, se vam lahko občasno pridružim na treningih? Seveda se lahko pridružiš, lahko se pa tudi pridružiš na hokejskem kampu, ki poteka meseca julija in avgusta. Tam rišemo, se zabavamo, se kopamo, igramo hokej na travi. Zakaj bi se jaz odločila za hokej? Je tako, najprej zato, ker je hokej šport, s katerim se ukvarjajo tako deklice kot dečki in to v čisto enakem številu. To je prva zadeva, druga zadeva zato, ker je zelo dinamičen šport, pester šport, zelo zanimiv, zelo dosti se potuje v tem športu, tako mladina, tudi otroci kot starejši. Potem tekme so zelo zanimive, ker se zelo redko zgodi, da bi rezultat pri hokeju bil 0-0, ampak je ponavadi hokejski rezultat 5-2, 7-4 in tako naprej. Tako da je zanimiv tudi z tega vidika, ker je dosti zadetkov doseženih. Predvsem pa je potrebno za hokej na travi kar precej kondicije in moči imeti, ker je pač takšen šport, kjer trpijo noge pa ramenski obroč, tudi ramena, ker imamo par palic v rokah, moramo enostavno fizično biti zelo pripravljeni. Torej, hokej na travi daje eno tako veliko paleto možnosti, pa tudi ne samo z igranjem, tudi z ostalimi stvarmi. Tako da več kot zadosti razlogov je, da se odločiš, da boš igrala hokej na travi. Hokej sem se že ogledala, pravila pa mi niso čisto jasna. Ja, morda res, ker hokej je malo drugačen šport in takoj, ko prvič prideš na trening ali na tekmovanje, ti pravila res niso čisto jasna. Malo je drugačen šport, palico, katero uporabljamo vedno samo z ravno stranjo, ker je pač palica taka, da je na eni strani zakrivljena, na drugi pa ravna. Torej mi igramo samo z ravno stranjo in pač palico obračamo. S tem pač začnemo, ko kdo pride prvič na trening s to vajo. Igramo 2x35 minut, to seveda igrajo odrasli. Otroci igrajo 2x20 minut, medtem ko je članska tekma 2x35 minut. Potem igra se na igrišču, ki je podobno nogometnemu igrišču, podobno dimenzije ima, veličino, je pa gol manjši in je širina gola 3,66 m, pa višina 2,14 m. Igra 10 igralcev pa golman. Golman je seveda dodatno zaščiten, ker je pač žogica bolj majhna in je
težka 14 dekagramov, tako da je iz varnostnih razlogov pač mora imeti dodatno opremo. Pri hokejskih pravilih je tako, da zelo dosti dajemo pozornosti na poškodbe oziroma na varnost. Vse predpisi, vsa pravila so taka, da bi prišlo do čim manj poškodb in moram povedati, da je v resnici pri hokeju zelo malo poškodb, bistveno manj kot pri ostalih športih, ker ni nobenih faulov grobih, ni rivanja, nobenih kontaktov, tako da je tudi z tega vidika za deklice in pač punce primeren. Drugače so pa take specifične stvari, ki se jih pač enostavno s časom potem moraš naučiti. Ko si nekaj treningov prisotna, potem te počasi korak po korak učimo in vse tiste, bom rekel, finoče, se pa s časoma naučiš. Kdaj si gledalci lahko pridejo ogledati vašo tekmo? Pravzaprav se na tem igrišču skoraj vsak vikend kaj dogaja. Če ni tekma članic, je pa članov ali pa tekme nižjih selekcij, tako da čez soboto ali nedeljo lahko zelo pogosto vidijo tukaj kakšna tekmovanja, vendar moram povedati, da je pa zdaj v tem momentu najbolj vroče ali pa aktualno tekmovanje prihajajoče Evropsko prvenstvo, ki bo v Moravskih Toplicah potekalo 4 dni, od 10. do 13. junija. Tekmovale bodo članice naše v družbi 8 evropskih ekip in takrat je največja oziroma je najboljše, da si tisti, ki si želijo hokej bolj podrobno spoznati, da pridajo, si pogledajo tekme. Mi že zdaj vemo, da bodo igralke Moravskih Toplic vedno igrale ob 5. popoldne, ker so pač domačin si pa vedno lahko uro zbere in vsak, katerega zanima, da bi pač ta hokej na travi bolj podrobno spoznal, je takrat vabljen, da pride v Moravske Toplice in si pogleda, mogoče se bo pa celo kdo odločil za igranje hokeja na travi. Vsi znamo, kaj je NFSF-pejne zdaj, ko so tudi druge vrednote. Zato se je tudi naša šola odločila, kada je organizirala dobrodelen koncert za starše. Ko pa starši mislijo, to ni izpitavala Laura. Spoštovani starši, učenci, sodelavci, z veseljem vas vse lepo pozdravljam v novi večnamenski dvorani našega mesta oziroma v dvorani Park, kot ima po novem tudi uradno ime. Vsi poznamo tisti pregovor: zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača. Spoštovani starši, hvala za vsak prijazen dober dan, ko se srečamo na hodniku šole, za vsak stik roke, iskren pogled. To nam je največja potrditev za naše delo. Tudi v prihodnje si želimo vsi zaposleni iskreno in prijetno sodelovanje z vami na vseh ravneh. Kot uvod v današnji program pa naj zaključim. Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. Ta svet je lep, če nekoga rad imaš. Če stisneš roko komu, ki ga kaj boli, ta svet je lep, če si človek do ljudi.
Danes se vam bomo predstavili plesalci, pevci in glasbeniki. Glasba in ples sta nekaj najčudovitejšega na svetu. Iz naše podružnične šole Krog prihaja folklorna skupina pod strokovnim vodstvom Leonide Jug. Zaplesali nam bodo splet ljudskih plesov. Dežela, v kateri živijo skupaj otroci in vile. V čem je skrivnost te idile? Plesna skupina Zaspančice, čarobni palčki, koreografija Vida Vukvič. Šolarji smo. Otroški pevski zbor ob spremljavi profesorja Kristjana Borovšaka. Tudi plesi, značilni za posamezne dežele, so zanimivi in lepi, vsak po svoje. Naše plesalke bodo zaplesale latvijski narodni folklorni ples Esmeita Karozite.
najboljša, ne vem. Kako se vam je zdelo celo preditev? Zelo lepo, prijetno, otroci prijetni, program primeren, zelo mi je bilo všeč. Super, preveč lepo, lepi nastop. Se vam je katera točka posebej zdela lepa? Vse so bile čudovite, vse. Kako se vam je zdela celo preditev? Super, najlepša do zdaj, kar sem jo videl. Se vam je mogoče katera točka posebej povedlo? Vse so bile lepe. Čudovito, učenci so zopet pokazali, kaj zmorejo in zmorejo vse, kar hočejo. Uživali smo celo uro, krasno. Kako se ti je zdela predstava? Dobro. Ti je katera točka posebej posebno zdela? Ja, mladinski pevski zbor in otroški pevski zbor. Zelo dobra, vse je bilo fajn. Vam je katera točka posebej v spomin spadnila? Vse je lepo, dosta ste se prizadevali, ko ste se lepo navčili. Klubnese, one druge plesalke, pevski zbor, vse je lepo. Fejs, fajn. Morate še kdo ponoviti. Se vam je katera točka posebej povedla? Vse so bili fejs lepa. Kako se vam je zdelo celo prireditev? Super, lepo je bilo, zelo zanimivo. No pa smo že pri konci oddaje. Upam, da ste še z nami, pa ko vam je bila všeč. Če pa ste kakoli izpustili, pa lahko idete na našo spletno stran šola-za-radovedne.si. Tam gor je vse, od izobraževanja do zabave, glavno vse, kar zanima mlade. Mi pa se vidimo naslednji mesec, kdaj da bi naša zadnja oddaja. Adijo!